Podjetje želi skleniti pogodbo z nekom iz, ne vem, Tunizije recimo, ali pa ne vem, katerekoli države se lahko zamisliš na svetu, a ne, pač kontaktirajo nas, da to preverimo, a ne, ker se dokumentacija izkazuje nekaj, ali pa tisti maili, po katerih se nekaj pošilja, ali pa na terenu ugotoviš, da je nekaj čez drugega, a ne. Bodi si to, bodi si pa neko, ne vem, nakup nepremičnin, nekega premoženja v tujini, tudi v Sloveniji, no. Daj mi povej, doskrat, ko gledamo to mejo, nek work-life balance, ki si ljudje rečejo, ok, zdaj se bom pa, ne vem, po 4., po 5., po 6. uri popoldne se pa res odklopam in ni več dela. Jaz sem ena izmed unih oseb, ki v to ne verjame, ker tudi, ko sem na dopustu, mi paše, da kakšno urico, 2 malo podelam. Tudi tako se mi zdi, tako, kot si rekla, če si strasten, si zelo vpet v delo in to ne smatraš samo kot delo, a ne. A ti imaš, bom rekla, neko jasno mejo, ta work-life balance, a se lahko odklopiš pri tvojem poklicu in si rečeš, ok, zdaj pa od 8 do 4 delam, ali je to čist drugačna? To je popolnoma nemogoče, ker so tudi klici popoldan, recimo, ima problem, na pamet zdaj govorim, v proizvodnji, ali pa pač karikiram, v proizvodnji nekdo, za nekoga se sumi, da je pod vplivom prepovedanih drog. Bo klical ob 2 zjutraj, pa bo treba nekoga poslati, da bo šel ta test upraviti, a ne. Tako da že z tega vidika ni mogoče, ampak ok, zato imamo uvedena dežurstva v podjetju, ampak tudi jaz kot človek pač ne bi mogla tako funkcionirati, ker jaz se nekaj spomnim, recimo, ko se peljem domov ali pa doma, ali pa zvečer, ali pa že gremo v poslo, pa se spomnim, pa grem nekaj napisati, ali si zabeležati, ali pogledati, tako da je to za mene osebno no way. Ampak je odvisno, kakva oseba si, a ne. Če ti je nek cilj druge kot posel pa kariera, kar jaz čisto popolnoma razumem, a ne, boš odklopil ob 4 in that's it in se ne boš sploh ukvarjal s tem, kaj te bo drug dan čakalo, ampak to ni my way of life, a ne. Pa tudi, če sem na dopustu, oziroma ko sem na dopustu, a ne, vedno nekaj delam vmes, pa razmišljam in imam aktivni dopust, ja, tudi če mogoče malo vmes ležim nekje na plaži, kar je tudi ok. To sem te že na zajtrku zame vprašal in sicer, ko si na dopustu z družino, a tudi opaziš tako ljudi okoli sebe, tle pa nekaj čudnega se dogaja, pa pol rečeš svojemu partnerju, tam pa mi nekaj ni čisto cool, ali pa ne vem, tako je. Ali se odklopiš, pa rečeš ta detektivski klobuk dan dol, uživam? Se odklopam, ampak če delaš 20 let neko stvar, je to pač del tebe, a ne? In tudi, ko gledaš, pa aktivno ne opazuješ, boš nekaj videl, a razumeš, ne? Tako da, ja, ne, tudi vidim, v trgovini je nekdo nekaj ukradel in bom pač šla pa za njemu, ampak ni pa zdaj, da bi aktivno gledala, joj, kaj dogaja. Ne, samo to je res, se pravi, neka žilca do tega posla je definitivno prirojena, ker to so me že tudi ljudje spraševali, sigurno, pač moraš imeti neko afiniteto, nekaj v tebi mora biti, a ne? Pa če pravijo, ok, 6. ali ne vem kateri čut, ok, v redu, ali pa intuicija, ja, ful dobro mi dela. In skozi ta posel si jo tudi ful ukrepiš, a ne, ampak še vsem so pa na koncu dokazi, tisti, ki govorijo, pa tisti, ki jih moraš pridobiti, a ne. Da bi jaz rekla, meni se pa tle nekdo zdi sumljiv, ok, zagotovo je to ne, definitivno te to ne sme biti vodilo, ampak je pa added value pa definitivno, ja. Se pravi, ti si neke vrste človeški detektor za laži. Lahko že osebo takoj vidiš po kretnjah, mimiki, kako mu je, da bi lahko rekla, tle nekaj ni ok, če se s kakšnim pogovarjaš, recimo, kaj ga preiskuješ ali kakorkoli. Ne smete to zavesti. Aha, ok. Ne. Ne smete to zavesti, je pa definitivno nek, se pravi, tako kot sem rekla, neka močna točka preiskovalca, da ima to izostreno ta čut, ampak dokazi morajo biti tisti, na podlagi katerih lahko potem določene zaključke izpelješ. Je pa tako, prepoznava laži je ful triki zadeva, a ne, in tukaj je potrebno bazirati na konkretni, kako naj rečem, na konkretnih znanstveno dokazanih temeljih, a ne. Ne kot recimo body language, ne, to je ful, pač, kako naj rečem, popularizirano, a ne, in zdaj, če bi rekel, joj, se pa zdaj tle zapiram, a ne, zagotovo lažem, ja ne vem, mogoče mi sam se počutim neprijetno, ker si razmišljam, koliko mi ta majica stoji, a ne, ali pa zdaj pa tole delam, a ne, kar ne bi bilo laganje, a ne, ja, pol ne vem, pol Žižek skozi laže, ali kaj, ko skozi to dela, pa je cla, a ne. Mislim, take stvari, tako da tukaj je treba se znanstveno preverjenih
zadev držati, ne, recimo, kot je recimo na podlagi česa bi pa lahko, ne vem, ožanje zenic, ampak tega se pa s prostim očesom ne da in to so take mikrospremembe, da jih ne moreš s prostim očesom zaznati. Ena nadaljevanka je bila včasih ful dobra, ker so točno to analizirali. Dajva se malo dotakniti, če sicer verjetno za tvoj poklic rabiš verjetno specifične kompetence. Ko si ti postavila ekipo pa podjetje na noge, ki so zdaj zelo prepoznani mednarodni, kakšne lastnosti si iskala v svoji ekipi? Izkušnje so že dobre, sicer tudi jemljemo nove, pač v ta poklic, ki jih učimo, potem rastejo z nami, ampak seveda grejo na teren na tiste lažje primere najprej, Drugače pa izkušnje, pač v ekipi imamo pretekle pač kriminaliste, obveščevalce in kaj mi je pomembno oziroma kaj zdaj vidim kot kvaliteto svoje ekipe je multidisciplinarnost. Ok, ena je detektivska dejavnost, širše gledano, pa Inštitut za varnost in strateške raziskave, vse stvari, ki jih delamo tudi mednarodno, razne programske rešitve, umetna inteligenca, mislim, če res želiš obvladovati oziroma strankam dati, kako ne rečem, podporo, celostno podporo v primerih, pač mora biti ekipa multidisciplinarna. Se pravi, operativci na delu, po drugi strani tudi ljudje, ki se znajo zakopati v dokumentacijo, ljudje, ki znajo nekaj sprogramirati, ki znajo na darknetu nekaj najti, in tako naprej, in to je added value. Ok. Dajva se malo še dotakniti in sicer ti imaš verjetno pretežno, kako si že omenila, podjetja kot stranke ali fizične osebe. V večini podjetja, Kaj pa je recimo glavne storitve, ki jih ti ponujaš, če nam povzameš? V največji meri kontrola, nadzor bolniške odsotnosti, preverjanje pri goljufijah, pri izplačilu potnih stroškov, alkotesti, testi na prepovedane droge, iskanje oseb za primere recimo vročanja, iskanje oseb za sodišča, za vročanje, potem preiskave škodnih dogodkov za zavarovalnice recimo, preiskovanje notranjih tatvin v podjetju, iznašanje informacij in pa, kar je zelo pomemben segment, tudi preverjanje bodi si obstoječih ali pa potencialnih poslovnih partnerjev. Podjetje želi skleniti pogodbo z nekom iz, Tunizije recimo, ali pa katerekoli države se lahko zamisliš na svetu, pač kontaktirajo nas, da to preverimo, ker se dokumentacija izkazuje nekaj, ali pa tisti maili, po katerih se nekaj pošilja, ali pa na terenu ugotoviš, da je nekaj čez drugega. Bodi si to, bodi si pa neko, nakup premičnin, nekega premoženja v tujini, tudi v Sloveniji, tako da te stvari ali pa preverjanje kadra, zdaj dosti zaposlujemo tudi tujcev, ker je pomanjkanje delovne sile tudi tukaj, da se naredijo kompletni background checki, to je definitivno priporočljivo za podjetja. In pa seveda druge rešitve, kot je penetracijsko testiranje sistemov, svetovanje na tem področju, pa tako, kot sem že omenila, razne programske rešitve. Super. Dajva se malo še dotakniti avtentičnih informacij. In sicer danes je poplava informacij. Težko ločiš, kaj je prav, kaj ni, in verjetno v tvojem poslu, ko te podjetje najame, kako prideš do avtentičnih informacij? Mislim, vsako informacijo treba parkrat potrditi z različnih zornih kotov, da lahko rečeš, da je ta informacija avtentična in preverjena. Bodi si pa čisto odvisno od primera. Se to potrjuje torej na terenu, je to po spletu treba nekaj preveriti, se to potem oparja z nekimi informacijami iz kakšnih javnih registrov, tako da odvisno od primera do primera. Pa definitivno štampilka na koncu z naše strani se da po tisto zadevo, kjer je resnično preverjena in drži. Je pa tako, pred leti, če primerjam 20 let nazaj, kjer smo imeli mobilni telefon samo zato, da smo klicali, danes pa praktično že čez na vozilu lahko naredim vse en toliko stvari, če že ne vse preko telefona kot prek računalnika, in pa glede na poplavo informacij, ki so javno dostopne vsakomur praktično, je to res področje, ki je v trendu, ki je v porastu in tudi tukaj ne samo, da imamo na razpolago tako količino informacij, ampak tudi nepridipravi to seveda izkorišča in nas bombardira z različnih strani. To sem hotel vprašati, si prej lepo omenila, da tudi za podjetja delate preiskovanje, če delajo kakšne investicije v tujinah ali pa nepremičnine. Še zmeraj se mi zdi fascinantno, ker kar nekaj zgodb slišiš, tudi jaz sem bil del kakšnih teh
bom rekel, družb, kjer so kakšni investirali v tujino, pa so potem v bistvu bili v ozadju neke prevare, pa skemi, pa tako naprej. A ni fascinantno, no, da še zmeraj imaš podjetja ali pa tudi posameznike, ki imajo više kapitala in ga potem plasirajo v tujino in naredijo dobrega due diligence. Imaš kakšen nasvet za tako? Ker meni to včasih ni jasno. Mislim, imam nasvet, pokličite nas, jaz o tem govorim res on and on, ampak se mi zdi, da ni, kako ne rečem, ozaveščenosti, dokler se osebi oziroma takim osebam nekaj ne zgodi. Ja, pol pa bojo, ko jih boli. Prej te pa gleda, pa zakaj bi pa jaz to rabil. Pa bo pa, ne vem, investiral nekam 700,000 evrov ali pa milijon. Tak primer smo imeli pretekli mesec, in se je ugotovilo, da je čisti skem. Pa je šlo, mislim, to je enormen znesek. To kakšno podjetje seveda lahko propade zaradi tega. Ampak mislim, pol, ko jih boli, potem jim je jasno, da bi pa bilo dobro kaj prej narediti, ampak takrat je že prepozno. In nobena pač preventiva ni nikoli tako draga, kot kurativa, potem, ko moraš stvari sanirati, ali pa ker denarja ni, pa ga nikoli ne bojo dobili nazaj v tem primeru. Deva se dotaknem še mal začetka tvoje zgodbe. In čisto na začetku, ko si v bistvu postala detektivka, ko si prišla prvič v sobo, kjer so detektivi, so vsi mislili, da si študentka. Ja. Kako zgleda prvič, ko si bila že tako mlada, pa tako nadarjena, pa si zelo hitro rasla, pa hkrati, kako je biti ženska v takem poklicu, ki verjetno še zmeraj pretežno moški? Ja, mislim, jaz se nisem kaj obremenjevala preveč okrog tega, ker se tako, ko sva se prej dotaknila, sem bila tako radovedna, ni me bilo strah vprašati, že na fakulteti, pa čez, ko sem zaključovala fakulteto, sem že imela nek ta, kako ne rečem, krog predavateljev, s katerimi se še danes družim, ne vem, smo šli zdaj po novem letu na kosilo, pa kramljali, pa tako naprej in imam res dober support na fakulteti, res se počutim doma, ampak že tako sem z nekim tem zaledjem prišla tukaj in sem rekla, ok, se kaj pa, mislim, vsem so me gledali čudno in sprašvali, kaj tam delam, ja, seveda študentka, jaz sem rekla, ne res, jaz imam že licenco, in ja, ampak tudi to, se pravi, z vstopom v to branžo, oziroma, ko sem se pripravljala na izpit, sem sestavila skripto, ki je kasneje postal priročnik, in takrat tudi me je že takratni sekretar prepoznal kot da lahko nekaj tej branži pripomorem in na tak način že vstopila v to branžo in to se potem še širilo. Zdaj, kar se tiče globalno gledano, mislim, da nas je v tej branži 20%, se pravi še vedno pretežno moška branža, dočim mislim, da pa v Sloveniji nas je malo več kot 15 že zdaj. Po mojih informacijah se nekje bližamo celo odstotku 40, kar me zelo veseli.